Ko se vam zahvaljujem za sodelovanje, pa seveda nadaljujem s priporočilom za prvo nadaljevanje 11. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Predlagam, da ne naredimo odmora, ali je potreben? Ne. Hvala lepa. Pričenjam prvo nadaljevanje 11. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Nimam nobenega obvestila o tem, da se seje kdo ne more udeležiti, nimam tudi nobenega pooblastila za nadomestno udeležbo na naši komisiji. Za 11. nujno sejo ste dobili vabilo in v sklicu tudi predlagano eno samo točko dnevnega reda, in sicer seznanitev z odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z nezakonitim nadzorom in poseganjem v komunikacijsko zasebnost novinarjev. Da bi naj na tej nujni seji obravnavali še karkoli drugega, ni bilo želeno, torej štejem, da je tak dnevni red sprejet. To delamo formalno zato, ker smo zadnjič začeli samo s tem, da smo sklenili sejo prekiniti in smo se dogovorili torej za tole nadaljevanje po končani 29. seji. In dovolite nekaj uvodnih besed. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je 21. novembra zahtevala sklic nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti zaradi seznanitve z odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z nezakonitim nadzorom in poseganjem v komunikacijsko zasebnost novinarjev. Zahteva je obrazložena. Priloženi so članki oziroma povzetki iz poročil RTV Slovenija, Slovenske tiskovne agencije, Dela, Financ ter 24ur.com. Dodatno sem prejela tudi sklep in sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije. To nam je bilo posredovano naknadno na mojo posebno zahtevo, ker če se naj točka imenuje seznanitev z odločitvijo, bi seveda morali ta tekst imeti pred sabo. Že zadnjič sem pojasnila, da sem takrat hkrati z zaprosilom za sklep in sodbo vprašala tudi, koga predlagatelji sklica seje želijo, da povabim na sejo. Sporočila o tem, koga pričakujejo, nisem dobila. Glede na to, pa da se točka imenuje seznanitev z odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sem sama naštela, da menijo predlagatelji sklica nujne seje, da je to vendarle na ravni seznanitve oziroma informacije o odločitvi Vrhovnega sodišča in da zato niso zahtevali vabljenih. V obrazložitvi je Vrhovno sodišče navedlo, da je ravnanje policije, ki je brez odredbe preiskovalnega sodnika pridobila podatke o telefonskih klicih, nesporno protipravno in predstavlja kršitev pravice do komunikacijske zasebnosti in tudi pravice do svobodnega izražanja. In zdaj vprašujem, kdo bo v imenu poslanske skupine Slovenske demokratske stranke dodatno obrazložil zahtevo za sklic nujne seje. Izvolite, gospod Ananik. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se za besedo in se vam hkrati opravičujem za težave, ki ste jih s tem, da ste imeli. Vendarle v naši poslanski skupini, pa tudi jaz osebno ocenjujem, da so grobi posegi v komunikacijsko zasebnost in s tem povezano kršenje človekovih pravic tako pomembna tema, da si najmanj zaslužijo obravnavo v Državnem zboru oziroma na komisiji, ki ji predsedujete. V tej mladi zgodovini slovenske države ni to
žal to ni prvi primer napada na svobodo novinarskega poklica. Močno upam, da se bo tako, kot se je po tukaj, sicer šele po 8 letih, prišlo do končne ugotovitve in do sodbe v imenu ljudstva in do nedvoumne ugotovitve, da je šlo za nedopusten in nezakonit poseg v svobodo novinarja, da se bo na enak način, mogoče še kaj prej, ali pa tudi, če kaj kasneje, pa vendarle podobno do konca pripeljal tudi primer še enega novinarskega kolega, ki je zdaj naš poslanski kolega. Kot ste pravilno navedli del iz odločbe Vrhovnega sodišča, da je šlo za nezakonit poseg v pravico novinarja Ranca. Želimo v poslanski skupini tudi preko tega inštituta na Komisiji za peticije jasno in nedvoumno ugotoviti to, kar je večkrat izrečeno na tej komisiji, da je pravica do zasebnosti komunikacije najmanj toliko neodtoljiva kot pravica do svobode izražanja. In zaradi tega želimo, da sprejmemo tudi sklepe, ki smo jih predlagali. To pa je, da smo se seznanili s tem posegom v osebnostno pravico, da obsojamo vsakršno nespoštovanje pravice do komunikacijske zasebnosti in pa da pozovemo organe, ki so za to pristojni, da dosledno izvajajo ali pa izvajamo, kar je v pristojnosti Državnega zbora, nadzor nad spoštovanjem za Ustavo Republike Slovenije zagotovljenih pravic do komunikacijskih zasebnosti. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Besede se javlja gospa Irgl, izvolite. Že razpravljamo, ne? Ja. Najlepša hvala za besedo. V Slovenski demokratski stranki smo se za sklic te seje odločili predvsem zaradi tega, ker menimo, da je seznanitev z odločitvijo Vrhovnega sodišča v zvezi z nezakonitim nadzorom in poseganjem v komunikacijsko zasebnost novinarja vsekakor tema, ki po našem mnenju sodi v prvi vrsti na to komisijo, predvsem pa je izjemnega pomena in prav je, da se seznanimo s tem in da tudi to temo tukaj obravnavamo. Namreč te stvari, ki so se odvijale glede novinarja Ranca, ko se je nezakonito nadzorovalo njegovim klicem, je vsekakor nedopustno dejanje. Sama bi začela pri letu 1999, se pravi približno, mislim, da 8 let nazaj, ko je gospod Drago Kos dejal, da v Sloveniji prisluhi brez sodne odredbe niso možni. Danes, leta 2007, pa lahko vidimo, da je to možno in da so gospod Kos in tudi ostali to počeli na nezakonit način. In seveda se nam tukaj jasno postavlja vprašanje, kako lahko takšno komisijo, kot je protikorupcijska komisija, vodi človek, ki... Jaz bi vas prosim, gospa Irgl, prosila, če boste... Mi imamo točko seznanitev z odločbo sodišča. V odločbi sodišča je jasno povedano, proti komu je tožba bila in kaj. Zdaj, če nameravate razpravo peljati v to smer, da bomo govorili tudi o osebah, potem bi jaz predlagala prekinitev te seje in vabilo tistim ljudem, o katerih boste govorili. Ne? Ker meni bi se zdelo korektno, da če govorimo o posameznikih,
Do zdaj smo imeli tako navado, da smo tiste posameznike tudi povabili in jim omogočili izreči sodbo. Samo to me zanima,